Lepo pozdravljeni. Krški občinski svetniki so na junijski seji med drugim odločali tudi o trofazni obnovi ceste Krških žrtev, ki naj bi bila dokončana do novembra 2023. Cesta Krških žrtev je najdaljša mestna ulica v Krškem in tudi najbolj obremenjena. V zadnjih letih se je dobršen del tovornega prometa res da preusmeril na novo zgrajeno obvoznico, a vidno slabo stanje na asfaltu nedvomno kaže na nujnost njene obnove. Ker gre za državno cesto, se je občina z Direkcijo za infrastrukturo dogovorila za skupno obnovo in sicer v 3 fazah. V letošnjem letu naj bi se izvedla prva faza, to je odsek med Starim mostom oziroma Centralnim mostom in pa pokopališčem Krško. Ta je tudi sicer najbolj uničen. Celotna rekonstrukcija ceste bo stala približno 6 milijonov evrov. Prva faza je ocenjena na 1,9 milijona evrov, od česar bi občina Krško zagotovila 530 tisoč evrov. Celoten postopek izbora izvajalcev in vse ostalo upravlja direkcija, ki je investitor. Mi smo pravzaprav samo soinvestitor. Je pa terminski plan takšen, da naj bi poleti letošnjega leta začeli z izvedbo te obnove in jo končali nekje že približno do novega leta. V drugi fazi naj bi nadaljevali z ureditvijo ceste od pokopališča oziroma stadiona do nakupovalnega središča, v zadnji 3. fazi pa z ureditvijo ceste od Krške hidroelektrarne do Starega mostu. Precej se bo spremenila sama podoba ceste. Glede na to, da je veliko lažje regulirati promet preko rondojev, je predvideno, da bi na obeh križiščih, torej križišče tako kjer se spajata cesta iz Leskovca in CKŽ, in pa cesta, kjer vodi potem proti pokopališču, naj bi na obeh mestih promet rešili z rondojem. V krožišče bodo preuredili tudi semaforizirano križišče proti zdravstvenem domu. Vedno, kakšno stanje je, zasila je bila zdaj poflikana, ampak to je tako, kot šel po makadamu, kot je res potrebna obnove. Moje mnenje je, da bi mogli v enkratnem posegu narediti, se pravi prva faza, druga faza in tretja faza. Moje mnenje je celo, da več kot 6 mesecev ne bi smeli to trajati, ta obnova cele ceste. Po prenovljeni cesti Krških žrtev bi se sicer lahko zapeljali najkasneje novembra 2023. 28. oktober je praznik občine Brežice, ki ga vsako leto obeležijo slavnostno sejo, na kateri se s priznanji in nagradami poklonijo zaslužnim občanom. Ker pa lani tradicionalne prireditve na predvečer praznika zaradi epidemije niso izvedli, so jo preložili na ugodnejši čas in oktobrske nagrade in priznanja tokrat podelili v juniju. Koronsko leto je bilo zahtevno, a kljub temu investicijsko uspešno, ocenjuje brežiški župan. Bilo je več investicij kot prejšnja leta, tako smo začeli pomembne investicije 2 mostova, preko Krke, 2 vrtca, veliko druge infrastrukture. Mislim pa, da je najbolj zaznavalo lansko leto predvsem to, da smo dobili praktično enega največjih investitorjev v lanskem letu, kar se tiče na gospodarskem področju, to je podjetje TPV, ki praktično v našem koncu gradi 2 pametne tovarne, eno v Šentlenartu, eno v Brezini. Gre za eno največjih investicij v gospodarstvu v zadnjih 2 desetletjih, še dodaja Molan. Naziv častnega občana so tokrat podelili prav dolgoletnemu predsedniku uprave in generalnemu direktorju omenjene družbe Vladimirju Gregorju Bahču. Mislim, da je občina Brežice prepoznala vse to, kar se je dogajalo jasno z TPV-jem. Torej, to ni v bistvu zasluga samo mene, tudi mojih zvestih sodelavcev in dobrih sodelavcev, ki smo ta projekt, odnosno te projekte v Brežice tudi pripeljali. Poleg naziva častnega občana so na slavnostni seji podelili še 3 priznanja občine Brežice in 3 oktobrske nagrade. Oktobrsko priznanje je dejansko življenjsko priznanje, ker človek dela celo življenje, no jaz konkretno se ukvarjam z naravo, z naravovarstvom in tudi z tem, da ljudem kaj povem, da jih kaj, bom rekel, posredno naučim preko svojih teh raznih brošur, razstav in tak. Rekel bom najprej zelo dobro opravičilo moji družini za vso izbivanje moje iz družine, iz družinskega življenja. Druga stvar, smatram, da
je to moje delo veliko pridoneslo razvoju gasilstva v občini Brežice, za kar sem tudi prejel to nagrado. Meni osebno pa kot satisfakcija za vse delo, ki sem ga opravljal. Jaz sem 45 let v gasilski organizaciji. Zbrane je nagovoril slavnostni govornik Andrej Vizjak, ki se je dotaknil letošnje 30-letnice samostojne države. Če se ljudje spomnijo samo, kako je bilo pred 30 leti, kakšna je bila infrastruktura, kakšni so bili pogoji za razvoj šolstva, kulture in sicer življenja ljudi, kje smo danes, koliko so se dvignile plače. Zato menim, da je tudi potrebno preseči te nenehne konflikte, razdvajanja in iskanja naših razlik. Mi moramo graditi na tem, kar imamo skupnega, kar je v naši državi lepega in dobrega in tega je veliko. Za slovesno vzdušje na slavnostni seji je poskrbela glasbena šola Brežice s tenoristom Aljažem Božičem in citrarko Ano Jagrič. V Nuklearni elektrarni Krško trenutno poteka gradnja suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo. Z deli so začeli marca. To je pogled na gradbišče bodočega suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo. Zdaj smo tukaj nekje na sredini talne plošče. Tukaj vidimo, da je že spodnja cona armature je že položena. Postavljeni so tudi že distančniki za zgornji del. Tukaj vidimo, so tilele nosilni stebri za zgornje obroče, na katere potem pride zaključnik, ki ga vidimo tam od zadaj. Z gradnjo tako imenovanega suhega skladišča so začeli marca. Dolgo načrtovan projekt v Nuklearni elektrarni Krško izvajajo v okviru lastne varnostne nadgradnje. Suho skladišče za izrabljeno jedrsko gorivo je eden od načinov shranjevanja izrabljenega jedrskega goriva, ki je v primerjavi z dosedanjem skladiščenjem goriva, kjer se skladišči gorivo v bazenu, bistveno varnejše, saj gre za tako imenovan pasivni način hlajenja tega goriva, kajti za hlajenje ne potrebujemo medija vode in seveda tudi ne potrebujemo energetskih medijev, kot so električna energija in pa črpalke. Gorivo se ohlaja z naravno cirkulacijo zraka, še doda Cerjak. Tlorisne dimenzije zgradbe bodo 50x70 metrov, debelina armirane betonske temeljne plošče 1,75 metra, debelina zunanjih armirano-betonskih sten 80 cm, njihova višina pa 6 metrov. Nad betonskimi stenami bo 14 metrov jeklene konstrukcije. Glavni prostor je skladiščni prostor, gre za prostor, kjer bojo shranjenih približno oziroma 70 betonskih zabojnikov z izrabljenim gorivom. Medtem ko bo pa sama zgradba ščitila te zabojnike pred zunanjimi vplivi. Zgradba je projektirana za ekstremne zunanje vplive z nizko pojavno stopnjo, obenem je pa tudi bariera med gorivom in pa okoljem. Namen je shranjevanje radioaktivnega materiala, kar pomeni, da mora biti določene stvari upoštevane, ki jih nikoli ne upoštevaš zunaj, ko postavljaš skladišča. Take stvari, od meritev, od rigoroznih kontrol, ki so od dvomesečnega planiranja, tromesečnega planiranja, trotedenskega, dvotedenskega, dnevnega, non-stop sestankovanja. V glavnem, projekt je majčkeno drugačen kot ostali zunaj. Tako da je pa challenging, izziv dober. Gradbena dela naj bi končali prihodnje leto. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je obiskal občino Brežice. Z županom Ivanom Molanom sta sodelovala na okrogli mizi, kjer sta se s podjetniki pogovarjala o aktualnih razmerah. Obiskala pa sta tudi nekaj gospodarskih družb, med drugim tovarno prihodnosti TPV. Zjutraj sem se najprej srečal z gospodarstveniki, kjer smo na nek način izmenjali mnenja o aktualni gospodarski situaciji. Prediskutirali smo ukrepe vlade. Nadaljevanje obiska je v dveh izjemnih podjetjih, v podjetju TPV in pa v podjetju Kovis, ki sem ju obiskal že večkrat, obe pa na začetku njihovih novih razvojnih projektov, ki smo jih strani vlade podprli, strani našega ministrstva in podjetje TPV in podjetje
Kovis. Lahko rečem, da sem danes po obisku obeh podjetij navdušen nad tem, kar sem videl, ker so vsa ta sredstva Ministrstva za gospodarstvo naložena v podjetja, ki imata izjemno visoko dodano vrednost. Odprli smo različna vprašanja, od pomoč turizma, potem gospodarstva do razpisov na problemskih območjih in pa seveda tudi nekako kako pomagati podjetnikom ob meji. Minister nam je kar povedal, da bo teh precej razpisov v prihodnosti, tako evropskih kot domačih, zato je tudi seveda pomembno, da se podjetniki pripravijo na te razpise in seveda, da probajo potem ta sredstva za razvoj tudi počrpati. Predvsem pa nekako je obljubljeno, da bojo ta problemska območja bila posebej točkovana oziroma dodatno točkovana, kar pomeni, da denar za razvoj gospodarstva ne bo šel samo v centre. V Krškem so tudi uradno odprli salon Pohištvo s karakterjem. Gre za salon pohištva iz ponovne uporabe, ki ga v delavnicah očistijo in obnovijo, nato pa ponudijo končnim uporabnikom. Vsak kos pohištva ima svoj karakter in nosi svojo zgodbo, pravijo v Knofu. Pri njih lahko najdete povsem uporabne kose, od mize do kavča, pa tudi retro izdelke in takšne s podpisom znanih oblikovalcev. Eden takih je stol industrijskega oblikovalca Branka Uršiča, ki so ga sestavili na uradnem odprtju salona. Mi pohištvo očistimo, obnovimo, določene kose tudi v Knofu rečemo upcikliramo, torej kreativno nadgradimo v nove kose. Tam si boste lahko pogledali potem te naše recimo pisarne, ki so bile zdaj v času covida zelo aktualne, ko smo delali od doma. Nekateri kosi postanejo takšni, kot so. Tu so tudi določeni ikonski kosi, ki smo jih odkupili od zbirateljev in so zelo zaželeni na trgu, tako kot recimo stoli, Rex in podobni posebni kosi, česka in tako naprej. Pohištvo pridobijo tudi prek donacij in iz kosovnega odpada. Želela bi mogoče izpostaviti, da smo ta projekt Salon oblikovali skupaj z Kostakom, komunalnim podjetjem Krško, kjer delamo kar neke pionirske korake na področju izdelave sistema, izločevanja še uporabnih predmetov iz kosovnih odpadov, torej večjega odpada, do potem kategorizacije, obnove in pa seveda tudi prodaje. Brez pač prodaje ni ponovne uporabe. V sami hierarhiji odpadkov je ponovna uporaba zelo pomemben člen, takoj za preprečevanjem nastajanja odpadkov, meni direktor sektorja komunala pri družbi Kostak Jože Leskovar. Čeprav v skupni količini odpadkov ne predstavljajo veliko količino, vendar pa z postopnim, bi rekel, vključevanjem vseh občanov v možnost ponovne, bi rekel, nabave teh izdelkov in pa osveščanja, pa mislim, da bomo dosegli rezultate, ki bojo dali ponovno še dodaten zagon tudi, bi rekel, Zavodu Knof in pa podjetju Kostik in pa občini, da bomo spodbujali ponovno uporabo. V okviru tega projekta so v Knofu izvedli kar nekaj raziskav. Zanimalo jih je predvsem, kdo so njihovi kupci. To so predvsem kakšni oblikovalci, ljudje, ki cenijo ta trajnostni vidik, ljudje, ki si želijo unikatnih kosov pohištva, posebnih kosov pohištva z zgodbo. Poudarjamo, da je vsak kos unikat, ker nosi svojo zgodbo. Salon se nahaja v nakupovalnem centru v Krškem, v tako imenovanem šopingu in je del krožnega laboratorija Knof. Prostovoljci Posavske iniciative za pitno vodo so na Mostecu pripravili novinarsko konferenco, na kateri so izrazili svoje poglede na referendum o noveli zakona o vodah, ki bo 11. julija. Pobudnica Nikoleta Novri z Gibanja Mladi za podnebno pravičnost Brežice je izpostavila predvsem dodatek k 37. členu novele zakona o vodah, ki omogoča gradnjo raznih javnih objektov na priobalnih zemljiščih, v določenih primerih tudi na vodnih območjih. Mladi vidimo v tem zakonu, predvsem v členu 37, predstavljanje višjega rizika za našo prihodnost, dokazuje odpovezanost od narave in zvišuje riziko za življenje z rekami, z potoki, z močvirji, ki so hkrati tudi zelo pomemben vir in ponora CO2-ja, kakor tudi sproščanja prostega časa, habitati za ogromno živali, ki filtrirajo za nas vodo, ki jo na koncu mi pijemo za neko dostojno ceno. Tam v pasu, kjer bo po novem pravnem predpisu dovoljeno marsikaj,
torej v ta obrežni pas. Tule pred nami smo še na delu Save, kjer obrežni pas obstaja, kjer vidimo to obrežno zarast. Če bi šli 2 km gor in potem do zidanega mosta obrežne zarasti ni. In v bistvu cel kup živali, ki uporablja ta prostor in rastlin kot svoj edini dom, je od tam pregnan. Imamo pa kamne, imamo beton, znotraj katerega je ena blatna velika luža, ki smrdi in ta smrad širi še tudi tule dol. Kmetovalka iz Loč Natalija Kežman-Jovanovič je dodala, da se s takšno zakonodajo zgolj nadaljuje uničevanje obdelovalnih površin, ki se je začelo že s postavitvijo hidroelektrarn. Masaker se je dogodil na polju v Ločah, ko so to cesto, nasipe speljevali kar preko najkvalitetnejše zemlje. In v neposredni bližini, bom rekla, naselij, brez da so nas kaj obvestili. Vsi pa vemo, da obstaja Aarhuška konvencija, ki nas ščiti. Se pravi, kmetijske površine, ne glede na to ali v Ločah in po celi Sloveniji se bojo uničevale. Dovolj je uničevanja kmetijskih površin. Jure Vidmar je povedal svojo osebno zgodbo, kot se je izrazil o opravljanju dela namesto države. Da bi ohranil močvirje ob potoku Radulja, ki je na območju Nature 2000, je s partnerko v letih 2017 in 2018 odkupil nekaj zemljišč v bližini potoka, da jih ne bi uničili z intenzivnim kmetovanjem. V tem kratkem času je življenje na tem območju preprosto eksplodiralo. Trenutno imamo registriranih 153 vrst ptic, od tega tudi tako redke gnezdilke, kot je grahasta tukalica. Spomladi se v poplavljeno trstiče prihajajo mrstiti žabe in drstiti ribe. Čez celo leto je prisotnih veliko različnih vrst kačjih pastirjev, ves čas sta tu prisotna vidra in bobar. Kadar se hiti, se naredi največ napak. In to se je zgodilo s tem zakonom. Sprejet je bil po skrajšanem postopku, le po 12 dni javne obravnave, z dodanimi spremembami zadnji trenutek. Recimo enostavne objekte so bili dodani le uro, dve pred sprejetjem zakona. Tako da glas proti pravzaprav pomeni samo to, da prisilimo zakonodajalce, da napišejo dober zakon, ki bo reševal težave, ne pa dodal nove. O noveli zakona o vodah, ki jo je Državni zbor sprejel konec marca, bomo odločali na referendumu 11. julija. V galeriji Krško so odprli prvo razstavo v tem programskem letu, in sicer umetnice Maje Šubic, ki se predstavlja z razstavo Nevarna razmerja. Akademska slikarka Maja Šubic sodi med redke avtorice oziroma avtorje na Slovenskem, ki ustvarjajo v tehniki prave freske. S tehniko freske na prenosnih nosilcih se predstavlja tudi v galeriji Krško. Naslov razstave Nevarna razmerja se navezuje na zelo znan film Stevena Frearsa, ki govori tudi, v bistvu razkriva eno idejo, ki je tudi umetnica želela tukaj poudariti, in sicer idejo o čisti in nečisti ljubezni, se pravi ta dualizem dobro-slabo. Povzemala pa je in sicer apropriirala je nekatere znane gotske upodobitve iz iluminiranih rokopisov, iz znanih fresk in tudi iz tapiserij. Iz teh znanih upodobitev je vzela samo neke fragmente. Kot znana freskantka se vedno sooča s tem, da so gotske freske v bistvu ohranjene v nekih fragmentih, saj kot vemo jih je barok nemalokrat prebelil in na novo poslikal. Tako da tudi tiste, ki so ohranjene, nekako niso ali pa so redko kdaj ohranjene v celoti. Avtorica je razstavo razdelila na 4 glavne sklope. Upodobitev Arma Christi je v centralnem delu, se pravi, to so orodja Kristusovega mučenja, upodobila je Kristusovo krono, bič in žebelj. Potem se je ukvarjala z upodobitvijo Kristusovih ran, upodobitvami Marije Laktans, to je doječa mati, in z upodobitvijo enoroga. Torej gre za ene bolj mistične upodobitve srednjega veka, ki so v bistvu potem tudi po koncu srednjega veka nekako tudi izginile iz krščanske ikonografije. Na krščansko ikonografijo se je oprla prav z namenom, saj je prostor, v katerem tokrat razstavlja, nekdanja cerkev. In kot zanimivost, ta cerkev, ki je tudi nastala v obdobju poznega baroka, ni bila nikoli poslikana. Kar je pač zanimivo, saj načeloma so baročne cerkve, kot vemo, so nosile nekake kar celostne poslikave.
Tale cerkev Svetega Duha oziroma danes Galerija Krško je pa imela samo 3 oltarje, ki so bili tudi ob posvetitvi so bili preneseni ven iz galerije. Razstava bo na ogled do konca julija z možnostjo podaljšanja do konca avgusta. Poglejmo še na splet. Sledijo najbolj brane novice minulega tedna. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.